V Kalčku BTC-ju v Ljubljani pa smo Jeleno Dimitrijevič najprej vprašali, katera hrana je najbolj priporočljiva za zdravje kože v poletnih mesecih. Ja, čez poletje seveda treba paziti na prehrano in na hrano, ki bo tudi varovala našo kožo. Tukaj predvsem seveda poudarek, pa tudi glede na letni čas, je treba zaužiti čim več sadja, zelenjave, da se tudi na tak način hidriramo, ampak da tudi dobimo tiste snovisti, ki so ključne za ohranjanje zdravja naše kože, tudi vlažnosti kože. V bistvu poudarek je definitivno na sadju in zelenjavi, ki vsebuje veliko beta-karotena, se pravi, tukaj nam lahko pomagajo barve, oranžna, rdeča, temnozelena barva. To so tista hrana, v bistvu, ki jo moramo uživati. Tudi na mizici imamo nekaj teh predlogov, se pravi, zelo dobro je, da je čim več tistega sadja, ki vsebuje več tekočine, se pravi lubenice, tudi različni citrusi, tudi zaradi vsebnosti vitamina C, ki pomaga naši koži. Kumare so izjemno dobre v tem času, pa tudi kakšno juhico si lahko pripravimo iz Hokkaido buče, ki je taka res lepe oranžne barve, ampak moramo paziti res, da so prisotni vsi vitamini in minerali, ki so ključni za našo kožo. To je vitamin C v naravni obliki, vitamin E, vitamin A, potem različne maščobe, ki so ključne, omega-3, omega-6, D-vitamin, izjemno pomemben, potem cink, selen, silicij, tudi recimo železa mora biti dovolj, tako da nekako hranimo svojo kožo. Ampak se moramo res izogibati tisti hrani, ki poškoduje naše kožne celice. Se pravi, to je kakšna predelana hrana, pražena hrana zdaj v tem času, ne toliko sladoleda pojesti, mleko-mlečni izdelki niso naš prijatelj, potem pšenica, pa tudi recimo pražena hrana, sladkane pijače in tako dalje, tako da tega se je treba izogibati, pa niti ni potrebe, ker imamo toliko veliko sadja in zelenjave, pa vode. Voda mora biti tudi veliko vode v naši prehrani. Jelena, pa je sonce res tako zelo škodljivo oziroma kako se lahko zaščitimo? Ja, sonce je vir našega življenja in dejansko ta strah, ki je nekako zdaj že veliko časa, je nekako med nami, da se moramo izogibati soncu, je tudi lahko škodljiv, zaradi tega, ker potrebujemo vitamin D. Brez sonca pa ga zelo težko ustvarjamo in veliko ljudi, posebej tisti, ki živijo v mestih, ima s tem težave. Tako da se je treba izpostavljati soncu, ampak na pameten način, se pravi, tudi če želimo dobiti zadostno količino vitamina D, potem tudi v teh nevarnih urah, ampak samo tam 15-20 minut, potem se držimo tega pravila do 10. ure, se lahko sončimo, pa potem tam po 4. uri popoldne. Je treba tudi paziti na zaščito, se pravi, pravilno zaščititi kožo s takimi naravnimi sredstvi, ekološkimi, ki so na osnovi mineralov, ne pa tiste toksične snovi, ki so že znanstveno dokazane zelo škodljive in tudi povzročajo kožnega raka. Kaj pa še lahko naredimo za zdravo in lepo kožo v poletnih dneh? Ja, vsekakor hidracija, potem recimo lahko si delamo kakšne maske, mažemo se recimo s kakšno aloe vero, uživamo tudi kakšna prehranska dopolnila, ki so izjemno dobra, vse kar je spet nekako zelene barve, ampak lahko recimo kamu, acerolo, to, kar vsebuje več vitamina C, tudi dodatek recimo vitamina E, lahko, če nam tega tudi primanjkuje, cink, selen, lahko si delamo kakšne maske, ki nam bojo tudi ohranile ta lep videz, se mažemo tudi po sončenju, recimo s kokosovo maščobo, hladno stiskano ali recimo kakšnim kakaovim maslom in tako dalje, lahko pa si izvajamo kakšno obrazno jogo, ki bo še dodatno učvrstila našo kožo.